Evo, odlično, gallery view. Tako, zdaj se verjetno vidimo vsi. Pa če vas povabim, da se odmutirate, pa Eva, Urška, Tanja, Tina in Pika, če kar takole rečem. Pa bi mogoče, če ima kdo kakšno zelo kar takojšen komentar na vse druge gostje, kaj ste, lahko kar pomagate pri kakšnem pametnem vprašanju. Drugače se bom jaz zagnal. Mogoče, gospa Pika, ker ste imeli najmanj časa in ste se edini držali, ne bom rekel edini, da ne bojo drugi imeli slabega občutka, ker ste taki na začetku smo zelo disciplinirani, ne? Tako da vas prosim, da če vi začnete ali z komentarjem ali z tem, ko ste zdaj slišali vse predhodnike, kaj se vam zdi mogoče pomembno pri vsem tem. Kaj ste slišali, je vprašanje, tako. Jaz v bistvu nimam vprašanj, moram pa reči, da ste imeli srečo ali pa kaj drugega, da ste tako lepo nabrali predavateljce, ker mislim, da smo tako zelo lepo zaobjeli celo zgodbo. Tako da so stvari, ki se jih res ne da povedati v 10 minutah, ampak vsaka je dodala tako en tak lep kamenček v tole zgodbo danes. Tako da to bi jaz. No, hvala lepa za vse vas. Res je. Mogoče res, kar ste malo se dotaknili, ko smo šli iz tega zelo širokega, ampak če začnemo na koncu, pa mogoče to začetko. Trenutno stanje vsakodnevnega življenja, ne, z aktualnimi izzivi, pa da ne pademo notri v to res, ne res, v te skrajnosti, ne, ker je resnica vedno tam nekje vmes, ali pa malo manj vmes ali ne, ampak dejstva so pa stres, veliko bolj spremembe sobivanja, strašno na udaru. Prvo občutek, mislim jaz, če tako osebno rečem, ta občutek sam počakamo, da mine, je v bistvu taka iluzija, ker v eni strani si nobene želi, da bi minilo, pa da bi šli nazaj v tiste slabe strani predhodnega življenja in tega veliko bezlanja in tako, spet približno govorim, ampak dobimo občutek res kako, kaj glede na danes, glede na to, kar vse vaše izkušnje iz preteklosti zdaj aplicirano na ta trenutek. Kdo bi se lotil? Ja, bom jaz nekaj dodala, ne. V bistvu kot smo že pogovarjali, zelo pomembno je, kako gledamo na stvari, kako kar je že tudi Pika, ki je začela gospa, v bistvu, kako mi to gledamo, kakšen je naš odziv, oziroma moramo biti pozorni tudi sedaj, kaj poslušamo. Če nam novice delajo stres, mogoče je boljše, resno boljše za nas in za naše zdravje, da odgasnemo novice. Ni potrebno za čisto vse vedeti, ne. Pa drugi strani pa je dobro, da se zavedamo za naše otročke, ne, da pazimo na njih. Zaradi tega, ker študije so pokazale, da v bistvu stres v otroštvu in kako oni to doživljajo, lahko imajo večjo predispozicijo za izgorelost enkrat v življenju. In da ne pozabimo na naše otročke in da naredimo okolje, ki je prijetno za njih, da tega ne doživljajo preveč naporno, ne, preveč stresno, kako bi rekla, ne. Tako, to sem hotela zelo dodati, ne. Hvala, Tina. Kako narediti zelo stresno situacijo nestresno, ne? Ali pa zelo drugačno situacijo nestresno, ne? Ja, to je pa vse, ne, to imamo veliko moč imamo v družini. Kot veste, jaz imam 3 fante, mislim mejhne. Ta najmlajši je star 9 let, 9, 12, 14. In zelo je, kako mi sami dojamemo, kakšno mi sporočilo dajemo otrokom. Kako smo mi, kak smo starši, v kakšni energiji. A damo raje recimo namesto, ne vem, novic in namesto stresa, mogoče kakšno glasbo, zaplešemo skupaj, zapojemo skupaj. Lahko razložimo, da so pač različni vidiki in gremo spet tja.
da jih učimo, da je to odlična priložnost, da delamo na nas, da delamo na našem imunskem sistemu in da je to pomembno. To je lahko tudi izkoristimo za učenje, ne? Tudi mi vsi, ne? In vsi ljudje, kot vidimo sedaj, so bolj dovzetni za preventivo, ker imunski sistem je zelo pomemben in tukaj je samo preventiva, kaj damo, da je vnetje nizko, ne, in prav pri covidu, ne, če lahko povem, zdaj to tukaj je vnetje izrednega pomena. Kakšno je naše vnetje, ne, ker pri covidu recimo ni, kaj nam virus naredi, ampak kakšen je naš odziv. In če je naše vnetje že visoko, če imamo kronične bolezni, če smo pod stresom in potem zbolimo, kaj se zgodi? Pride do prevelikega odziva citokinov in pride do poškodbe pljuč. In zato morajo ti ljudje v bolnišnice. Zato je pomembna preventiva, kar je moja strast, kar jaz učim. In tako lahko tudi izkoristimo to, da učimo, da delamo, kar verjetno že vse te krasne ženske tudi počnejo. In isto je pa v družini, za našo energijo in za našim zgledom. Okay. Še kdo drug? Vem, mogoče če rečem sam in Tina, da mislim, vem, da si bila oslovljena, da lahko zelo veliko časa preživiš z otroci, tako da jaz se postavljam zelo v vlogo tistih, ki pa imajo zdaj večje izzive in seveda je potem zdaj toliko tega dela od doma, želeli bi si starši, eno je seveda vprašanje, da morajo iti otroci v šole, drugo je, da se vseh sporedno dogaja, to je po moje nekdo, ko meri zdaj tale stres, dnevni stres je izjemen, kaj šele dodamo potem finančne izzive, vprašanje, a še bolj ne bo, tako da je to takrat čisto laično, ko opazujem, kar zelo zahtevno za mnogo ljudi. Torej, kaj bi kdo še rekel? Zdaj smo šli zelo specifično, lahko gremo tudi nazaj v zrokovno, ampak jaz mislim, da je zelo aktualno, ne? Če govorimo o tem izgorelosti, ker zdaj to je drugačno vsakodnevno časno izgorevanje. Ne? Ja, in točno tu, ne, če lahko zdaj spet dodam, točno tu to je, kar smo govorili, ne? To je točno to, da gremo v naravo, gremo v svetlobo, dihanje, ne? Točno to, da delamo na stresu, da delamo na vibraciji, da imamo, ne vem, da najdemo, kaj nas vrže v parasimpatik, ali je to glasba, ali je to sprehod, je to pogovor. Izrednega pomena individualno. Vsak, da najde v tem kaosu neko ravnovesje. Ker moramo najti rešitve in se jih da. Je luč. Ne? Najslabše je, da mislimo, da je vse dol. Ne, vedno je, vedno se najde. Pa najbolj pomembne so pa majhne stvari v življenju. No, to je moje mišljenje, ne? Ampak seveda pa rabimo tudi podporo in rabimo, tako kot mi vsi, pomagamo ljudem, podpiramo, dajmo jih podpirati, dajmo delati. Zato imam jaz tudi skupino, ne, kot veš, punc, ki jih podpiram, ki delam na tem, zaradi tega, ker ta community, ta podpora je izrednega pomena. Tako da ne bom samo jaz govorila, izvolite dame. Mislim, da Eva, vi ste želeli nekaj spregovoriti. Ja, hvala. Jaz sem želela poudariti, da se mi pa zdi, kar me tudi malo motno, pa nočem biti negativna, da je vse preveč nekih ad hoc zaključkov, nekih predvidevanj, kaj se bo zgodilo po epidemiji. V resnici ne vemo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo in niti ni nujno, da je vse tako črno gledo, kot danes napovedujejo. Ne? Zaenkrat pa sicer se lahko seveda naslanjamo na neke pretekle raziskave v podobnih situacijah, kaj se je zgodilo, ampak z gotovostjo pa tega ne moremo reči. Ne? Tudi ne moremo zdaj zaključiti, da nas bo ta kriza pahala vse v izgorelost, da bodo vsi naši otroci utrpeli nepopravljive škode in tako naprej, ne vemo. Lahko predvidevamo seveda, da so oni trenutno v nekih stiskah, motivacija upada, težko dosegajo učne cilje. Če pogledamo, tudi vrhunski športniki imajo za to, da jih motivirajo, pa so to osebe z najvišjo možno obliko notranje motivacije, trenerji, ki jih spodbujajo, ne? Zato je pač težko na neki točki pričakovati, da bodo pa 10-12-letniki samostojno odpeljali še naslednje pol leta nadaljavo, ampak prav to katastrofiziranje se mi pa zdi, da se moramo malo zadržati, ker zaenkrat nimamo raziskav, bomo kasneje šele videli res, kakšna kriza nas bo. Tako da to napovedovanje vnaprej je lahko tudi malo nevarno v smislu samo uresničujoče se prerokbe.
Tako da tukaj bi jaz vseeno dala en apel na to, da dajmo zdržati tukaj in zdaj v tej situaciji, pa se s tem stresom soočati, pa bomo gotovo potem naredili en boljši izhod, no, kakor če to že kar a priori vnaprej govorimo, da bojo pa absolutno nepopravljive škode. Jaz vseeno mislim, da smo vsi dovolj plastični, da bomo uspeli iz te krize seveda ven čim manj negativnimi učinki. Prideti, seveda so pa tukaj absolutno neke težke zgodbe, ampak zdaj vse skupaj v isti koš metati je pa tudi malo težko, no. Samo to sem želela kot apelno povedati, da je malo nekih znanstvenih raziskav, da bi pa lahko kar zdaj a priori. Ja, ne vem, na kaj se to nanaša, ne? Ampak v bistvu pomembno pa je, da vemo in da se zavedamo, da še bolj pomembno, da delamo na našem stresu v tej situaciji, ki je takšna, kot je, ki je stresna in jih veliko ljudi, kolikor jaz vidim, pa delam z ljudi, ne, in Domen, kot si ti rekel, tako dela. In je pomembno, da delamo na tem. Zato je super tudi, da imamo tole in da se zavedamo in da imamo neke tools, ne, da vemo, kako lahko s tem stresom. Absolutno bomo pa to dobro zvozili, jaz nimam nobenega dvoma. Ne. Tako da pa včasih mogoče malo bolj relax, ne, ni nujno, da so vse zdaj ocene optimalne, da tudi če eno leto v šoli ni optimalno, je tudi ok, nič hudega. Tako da. Hvala, Eva, za ta apel. Tudi jaz sem ta občutek dobil, da sem si pomislil, pogledal nazaj v zgodovini, se je mnogokrat se zgodilo, ko so bile posebne razmere in pač vse tako na mikro individualni ravni pridejo takšni in drugačni izzivi. Zdaj smo pač vsi pahnjeni in mislim, da je zelo pomembna ta kreativnost. Ne vda, kreativno razmišljanje, ok, to je zdaj okoliščina, ampak kaj lahko naredimo, ampak res to Ja, želela samo še na to apelirati, seveda, kot smo rekli, čim bolj ste, ampak če pa vidimo seveda, da so določeni ljudje v stiski, bodimo sočutni, bodimo solidarni, ponudimo jim roko, na ta način absolutno, jaz si ne mečem peska v oči, tudi slišim sama ogromen stisk, takrat jim pomagati, ampak jaz vseeno bi rada, da se ljudje bolj samozavestno zastopamo noter, v situacijo, pa jo bomo absolutno skupaj prebrodali. Odlično. Hvala lepa. Gospa Urška, Anja, Pika. Ja, mogoče, kar. Jaz bi samo mogoče povedala to, da mislim, da smo sami sebi najboljši zdravnik. To pomeni, da smo mi tisti, ki moramo poskrbeti za svoje zdravje in preventivno in ko pride do kakšne bolezni. In vsak dan sproti se je potrebno vprašati, a dajemo vse telesu, vsa hranila, vse, kar potrebuje, od počitka, zadostnega, kvalitetnega spanca, do kvalitetnih odnosov, ravno dovolj, ne preveč dela in kako vse to usklajujemo. In če nam na enem od teh področji ne gre dobro, si je dobro vzeti čas in ugotoviti, kaj lahko naredim bolje. Se pravi, kako lahko optimiziram tisto, kar še ni optimizirano v mojem življenju. In to so take, jaz učim ljudi, to so take zelo majhne stvari, tako kot recimo, ne vem, grounding, da gremo za 20 minut na travo ali pa na zemljo stati, pa tudi po zimi. Jaz grem tudi po zimi, grem na Anski vrh, tudi po zimi si dam čevlje dol in stojim 20 minut na zemlji. To so take res majhne stvari, ki zelo veliko pomenijo. Da gremo na sonce, vsaj za pol ure vsak dan, kadar je sonce. Kup enih takih majhnih korakov, ki so popolnoma brezplačni, samo nekaj časa mogoče rabimo, včasih pa tudi ne rabimo časa. Recimo, ne vem, si prižgem to infrardečo lučko, da sveti vame in dobim to infrardečo svetlobo, ki je zdravilna svetloba. Ali pa recimo si naredimo, gremo v savno, ali pa si naredimo to near infrared savno doma, da sproti izločamo strupe
še na drug način, ne samo skozi jetra in naše izločevalne organe. Skratka, ogromno stvari je in če začnemo, pa magari si vzamemo vsak dan po eno stvar, oziroma vsak teden ali pa vsak mesec uvedemo eno novo zdravo navado. Tablica bo prazna, Mitja. Prosim? Ne. Evo, Aha, ok, no, to je to. hvala, Tanja. Nič ne gre brez energije. Ne? Tako. Dobro. Gospa Urška. Jaz se bi kar mogoče na gospod Tanjo navezala, ne? Da meni se zdi vse to super, ko se govori o preventivi in jaz mislim, da je to potrebno, da se dela vedno več na tem in tako kot ste vi rekla, ne vem, kar jaz opažam od naših strank, ne, ta stik sam s sabo, ne, ljudje, pa nas je že v tej preventivi zelo malo, ne, potem pa, ko je nekaj narobe, pokličejo, pa bi pa vse naredili, pa vse na hitro. In zato se mi zdi, no, mogoče, tako kot ste vi, gospa Eva, rekla, jaz vidim tudi zdajle mogoče v tej situaciji ljudje malo bolj začnejo razmišljati o svojem zdravju. Kaj to pomeni, kaj mogoče narediti za fizično, za psihično zdravje. Tako da mogoče ta celotna zadeva ni, bom rekla, tako slaba. Malo pobrskajo, malo vprašajo, pokličajo, se udeležijo recimo takih seminarjev in to se meni zdi res super in pozdravljam in se mi zdi, da moramo res delati na tej preventivi, da nas bodo ljudje čim večkrat slišali. Ker moram reči, da jaz vidim, da ljudje, imaš včasih občutek, poveš enkrat, dvakrat, pa da se to slišali, pa se ni, 10-krat, preden, bom rekla, zadeva ostane. Tako da jaz pozdravljam, meni je bilo super, zelo sem vesela, da ste me povabili in bom rekla, samo še tako naprej s preventivo in s pozitivnim pristopom, ker mislim, da se tako pač najdlje pride. No? In pa seveda se umiriti, tako ste rekla, gospa Tanja, in biti v stiku s sabo in se slišati. To mislim, da zelo veliko manjka, ljudje, ker potem takrat, pa potem ta stres in v bistvu ta utrujenost in vse to, mi kar povozimo, ne slišimo, ne čutimo in potem to privede do res lahko hudih posledic. Hvala, Urška, za prisotnost pa pohvalo. Jaz bi vprašal tukaj, pa ne vem, kdo pozna, gospa Eva, mogoče, ko je povezana z Majo kliniko, tam dela dosti raziskav, Urška z vaše strani, ker naše področje, po moje področje je tudi medicina kot vodenje medicinskega centra, raziskovanje povezavi z senescent cells, z temi, mislim, da so še en korak dlje od teh prostih radikalov, in ja, no, ampak verjetno mogoče Eva za kakšen drug pogovor, bolj specifičen. Na drugi strani pa, vse, ko razvijate to aplikacijo, seveda še povezanost, tam ste merili lepo torej srčni utrip, potem pa je še zelo pomembno pa ta heart rate variability. Tako, in bi prav, mislim, bom prav pogledal, do kam ste že prišli s tem, da se lahko človek res samo nadzoruje, v bistvu, da je tak kar constant biofeedback, ali kakokoli temu rečemo, da lahko vidiš, da se spoznavaš. Mislim, da spet ta čas neizbežno nas tiši, da pač postajamo vse bolj samozavestni. In tista pomembna stvar, jaz tudi sam rečem, da za nekoga je 16-urno delo lahko nestresno na dan, in je to res stil življenja, za nekoga je pa 1 ura dela na dan stresna. Da smo zelo različni, seveda vse ima, delo je delo in ima svoj vpliv na telo, ampak stresnost je pa druga stvar, zelo individualna. In kako bolj razumeti sebe, ker sploh zdaj vidim po tem, kar ste povedali, različni, sploh morda ne opazim, niti ne vemo, ampak v telesu se pa dogaja, kar se dogaja, in sploh ne poznamo, sploh če si navajen, potem da si konstantno ure in ure pod takim stresom,
še veš ne, ampak na telo pa ima to svoj davek. Ne. Kaj bi mogel zdaj nekaj vprašati? Ne? A jaz kaj dodam? Ne, dodaj prosto. Innocent cells. Vse sem videl, da si zastrigla z ušesi. Ja, kar je anti-aging, imam jaz zelo veliko strast in to je eden od delov in tu se še vidi ena kompleksnost. Ene so matične celice, pa so te senescent cells, to so celice, ki so v bistvu kot zombi, ki stojijo v našem telesu in v bistvu nič ne delajo in povečajo vnetje. Tako kot smo že prej rekli, kaj je povečano vnetje, večji rizik za slabi outcome. In kaj je zelo pomembno, je spet te vsakodnevne rutine, da zmanjšamo vnetje, da telo lažje prepoznati celice, ki v bistvu jih moramo pojesti. Zato so te intermittent fasting, to se pravi hranjenje, ki je časovno omejeno, posti, izrednega pomena, da se te celice tudi prepoznajo in da jih telo porabi. Ker včasih manj jesti za določen čas je zelo zdravilno in podpora imunskemu sistemu. In absolutno vsak dan, kaj delamo, je zelo pomembno. Tudi te infrardeče savne in hranila, tudi dodatke lahko uporabimo, da spodbujamo, s starostjo se te senescent cells večajo, mislim, jih je več in jih težje prepoznamo. Zelo pomemben faktor. Heart rate variability, odlična stvar, ki lahko uporabljamo, izredno študije so naredili, srce ima veliko večje elektromagnetno delovanje kot možgani in močno delovanje in se ga čuti in so ga izmerili, veliko več povezav je iz srca do možgan, kot iz možgan do srca in tudi z tem dihanjem, da gremo v srce, brez kakršnikoli naprav, da dihamo, da, kot smo rekli, 4, 7, 8, da si predstavljamo, da je energija v srcu, da raste, da je toplo, da dihamo, kar tudi uporablja HeartMath, to je ena od njihovih načinov tudi in spet smo parasimpatiki in regeneraciji. Odlična stvar, ki jo lahko vsak dan naredimo in gremo v sebe in tudi zmanjšamo stres. Tako se take majhne stvari vsakodnevno so odlična stvar. Hvala lepa, Tina. Gospa Pika, vrnili ste se. Ja. No, jaz bi pa dodala, recimo, kar se mi zdi pomembno, na vse prejšnjo, kar se nam zdaj pač dogaja, kaj bo pol, ne vemo, ne moramo vedeti. To so pač nekaj razmišljati. Tako da biti čim več tukaj in zdaj, biti v tem trenutku, to se mi zdi pomembno. Vsak dan lepe stvari, da smo hvaležni. Kadar smo hvaležni, ne moramo biti depresivni. In vsak dan vsaj 5 stvari v hvaležnost, da gremo, tudi če je majhna stvar, da je sonček posije, karkoli. Kadar smo v hvaležnosti, ne moramo biti depresivni. Da se zahvalimo, da vemo, da smo tu. Zdaj pa uganka, kako zaposleni v podjetju pride do svojega šefa ali lastnika podjetja in reče, gospod direktor, mi moramo biti čim več tukaj in zdaj, zato da zmanjšamo raven stresa in obratno. Vprašanje je, kako začeti mini revolucije v svojih manjših mikrookoljih, zdaj sploh, če so pa to večji kolektivi, kako pridobiti ušesa nadrejenih, ker včasih nekdo spodaj ve več ali pa vse potrebe pozna več in kako se lotiti teh sprememb ali pa razmišljanja o vseh teh vplivih. Zdaj, Eva, to mislim, da ste vaše področje gotovo krepko. Zdaj, ena stvar, v manjših kolektivih, seveda, kar povedati, drugače pa kako v resnici to gre. Jaz se ogromno krat srečujem s tem, čisto konkretno, da povem, da včasih informacije sploh ne pridejo do ljudi, kaj se v resnici vse dogaja v podjetju. Tako da
treba je najprej ugotoviti, kdo je za to področje odgovoren. Zdaj, ali je za to odgovorna kadrovska služba, ali je za to odgovorno oddelek za varnost in zdravje, čisto odvisno od strukture podjetja, kam to umeščajo, tako da najprej se je fajn pozanimati, kdo to področje pokriva. Če kdo to področje pokriva, je fino potem seveda pride do te osebe in te osebi povedati svoje opažanja. Jaz verjamem, da so vsi v kadrovskih službah oziroma vsi, ki vodijo ta področja, ali se pa vsaj poskušajo s tem ukvarjati, bojo absolutno odprti in celo veseli take iniciative, ker zelo malokrat pride od spodja. Če tega ni, če je to manjše podjetje, jaz predlagam, da se kar javi direktorju podjetja, da pa bo on glasnik dobrega zdravja. Tudi ne verjamem, da bo kakšen direktor rekel, to pa ne, še vesel bo, če bo to lastni veri, da ne bo treba tega iskati navzven. Če pa ne, pa je že veliko, kar lahko vsak posameznik naredi to, da 5 svojih sodelavcev spodbudi v neko zdravo aktivnost in spodbuja kolegialne odnose, inicira recimo neke aktivnosti, sprehod po službi, med vikendi, recimo potem, ko se bomo lahko spet družili, pa bojo občine odprte, ampak veliko takih aktivnosti se da inicirati. Jaz bi tukaj bolj apel naredila na tiste v podjetju, ki se s tem ukvarjajo, če pa vidijo, da se že ljudje sami organizirajo, dajte to zagrabati, mi več iščemo to motivacijo, kako sploh ljudi spraviti, ker realnost je, da tam nekje 10 do 15% zaposlenih, če uspemo spraviti v take programe, smo že kar velik uspeh naredili. Tako da sem prepričana, da če bo kdorkoli od spodaj prišel s to idejo, bo vsak z veseljem pograbil, ker to se tako redko zgodi, da pa jaz le opogumljam, da kar povedati. Hvala. Zdaj pa obratno apel na tiste zgoraj. Zakaj? Ja, če hočemo spremeniti, to je verjetno še vedno sem jaz, Tako, z veseljem. Hočemo spremeniti kulturo, Mislim, saj se da tudi od spodaj navzgor, ampak absolutno in bolj učinkovito je, če gre vedno od zgoraj navzgor. To pomeni, da tako kot danes slišimo kritike na naše vladne predstavnike, da oni ne upoštevajo ukrepov, kako bomo jih mi upoštevali. Podobna zgodba v podjetju. Če bo enkrat direktor pokazal, da ne govori samo, da hoče imeti zdrave zaposlene, ker bo imel od njih, da tudi sam to v bistvu pooseblja, je to gotovo vodenje z zgledom. In vemo, da vodenje z zgledom je po vseh raziskavah daleč najbolj učinkovito. Je pa tako, da se veste, včasih nimamo vsi toliko posluha za ljudi, za delo z ljudmi, eni so bolj v številkah, eni so bolj vizionarski in tako naprej. Tako da je vedno treba kar en velik angažma tudi ponuditi menedžmentu, da jih v bistvu upravičiš, zakaj to ni v bistvu strošek, ampak je investicija, taki programi. In so investicija, ki se slej ko prej povrnejo nazaj, return on investment, kako se že reče. Tako da potem začnejo že poslušati, ko pa vidijo tudi rezultate, je pa precej lažji. Je pa res, da vsaka taka sprememba, sploh če v bistvu ni to neka kultura, ki jo je podjetje že gojilo ali pa z njo raslo, vsaka taka sprememba zahteva kar precej truda pa časa, tako da mene včasih razžalosti, ker nam zmanjka potem energije, predvsem strani podjetja, to naprej popeljati, ker seveda pride potem lahko tudi do kakšnega upora ljudi, ljudem se zdi brez zveze, se ne udejstvujejo, organiziraš delavnico, je prazna soba, seveda bo potem slej ko prej direktor rekel, veš kaj, ti nič več denarja naslednje let ne dobiš. Tako da ves čas je treba spremljati, prilagajati, motivirati ljudi, motivacija pa ne me zdaj vprašati, ker če povedala rešitev, je to verjetno $1 million question, ampak se da, ko enkrat poznaš vse osnovne mehanizme psihološke, ki stojijo za motivacijo, je pa to absolutno. Moja mama mi napišeš, da izklopim. Ja, tako, hvala. $1 million question, ja. Ja, se pravim, da se je pa to tek na dolge proge. In tukaj včasih malo stvar, ki je predvsem na nas, da menedžmentu dopovemo, da veste, oni bi imeli že predvčerajšnjem rezultate, danes pa začela, da pač bo trajalo. Ampak bojo majhni koraki, pa bojo vidni in potem seveda, ko vsaka stvar gre, to lahko efekt snežene kepe. Jaz osebno, če se rečem, verjamem v evolucijo
nas samih in človeštvo pomeni, da kakorkoli izgleda, da se vrtimo v krogu, je to le neka spirala, pa da smo vsakič, ko smo na istem mestu, smo malenkost više, da verjamem, da smo bolj odprti, bolj pripravljeni, bolj v nekem razumevanju. Ne vem pa, kaj izkušnje pravijo vaše, ne, vaše izkušnje, tako. Kak je bilo 5 let nazaj, ne, čeprav imamo kar dobro mlado povprečje tukaj, ampak vseeno nekaj izkušenj pa že imamo. Kak je bilo 5 let nazaj, 2 leta nazaj, kaj vidimo danes, isto pri delu, ne, gospa Pika, mogoče vi res veliko jih prihaja, veliko jih odhaja, ne, pri vas skozi vaše terapije in kakšne trende vidite pri teh, ki so z vami? V kakšnem smislu? V smislu, eno seveda so vzroki, ki so ponovadi verjetno bolj ponavljajoči, ampak ali odzivnost, ali pa povprečje, hitrejša odzivnost, razumevanje situacije, stanja, ne. Ker verjetno ta stanja, vse nekaj se že dolgo ponavljajo, ampak eno, kako razumemo, kako se odzovemo na, zdaj, če govorimo o tem konkretno pretiranem stresu, izgorelosti, tako zelo široko sem zastavil, tako da zdaj, kakorkoli bodo zagrabili, bo šlo v pravo smer. Spet bom rekla tisto, kar sem rekla na začetku, ne, da to je stvar, kako vsak posameznik to doživlja, ne. In težko rečem, česa je zdaj več, ali to zaradi situacije, ampak ljudje smo tisti, ne, in naše gledanje na situacijo, ne. Ja. Ok, ne morem vas izzvati tako. Ja, jaz sem tukaj, čakam na zgodbe, mislim tukaj, ne, jaz sem tam pri sebi, čakam na zgodbe, pa da kaj skupaj odkrijemo, kaj skupaj, ja, vsak človek zase svet. Težko nekaj generalizirati, ne. Ja, pa še nekaj bi rekla, ne, glejte, drugih nikoli ne moramo spreminjati, ne. Vedno lahko spremenim sebe, da bom razumel druge, ne. In ne pričakovati, ne, da se bojo drugi spremenili, ne bojo se, ne. Se pravi, jaz moram nekaj sam narediti. V zvezi s čemorkoli. Ok. Nismo dali niti priliko, hvala lepa, gospa Pika, koga od drugih gostov, če še ima kakšno vprašanje, vsi so tako pridno tiho, ne vem, zato, ker imamo blokiran chat ali zato, ker jih imamo vse na mute, mogoče zaradi obeh stvari, malo za šalo, ampak mislim, da celo resnica, če še kdo, ki poslušajo ves ta čas, nekaj vas je, pa bilo vas je že več, naj dvigne roko, mislim, da je ena opcija, pa vas odmutiramo z veseljem, če imate kakšno vprašanje za naše goste. Evo, napišem. 11:51 je, samo da vidimo vprašanje, kar preberi ga, Aleksandra, lepo prosim. Gospa Sabina je postavila eno vprašanje in sicer pozdravljeni. Zanima me, na koga se najprej obrniti, če želimo pogledati na primer laboratorijske preiskave, kje smo, koliko smo izčrpani, izgoreli. Sama mislim, da sem nekje na sredini. Ni prišlo do kolapsa na srečo, ker sem se pravočasno ustavila. Vendar čutim, da nisem v optimalnem stanju in bi rada vedela, koliko dejansko sem izčrpana, koliko resna je zadeva. Morda kakšna prikrita vnetja in podobno. Hvala za naprej. Evo, bo kdo se lotil en tak osnovni napotek, res kako? Ja, jaz bi rekla, da prvi, če želite ugotoviti za testi, kakšno je stanje, lahko to skupaj ugotovimo. Tako da se lahko iz tega vidika obrnete name. Druga stvar je pa, da že začnete kar počasi delati mogoče te korake za samo podporo, o katerih smo danes govorili. Ne? Ogromno stvari smo povedali, kaj deluje, kaj vam lahko pomaga. Začnite že danes neke korake delati. Okay.
Tina, pa Pika. Ja, se absolutno strinjam, ne. Treba je začeti danes in že s tem že umirjamo naš kortizol, že umirjamo stanje, že gremo v boljšo situacijo. Seveda z laboratorijskimi testi lahko, z krvnimi testi te vam tudi lahko jaz pogledam. In tako kot tudi sline obstaja v Sloveniji, imate Adria Lab, ki se lahko gre določene stvari pogledati, jih lahko interpretiramo, ampak vedno zdravimo celega človeka oziroma ga balansiramo, delamo to skupaj in nikoli samo ta laboratorijski test, ne. Tako da izrednega pomena, zato so odlični te vprašalniki, ne, ki sem prepričana, da jih tudi Tanja ima. In lahko marsikaj včasih izvemo iz samih vprašalnikov, iz pogovora, da se vzame čas za človeka, veliko več kot sam tisti laboratorijski izvid, ne. In tudi, kot se poslušamo, ne, kot so že prej rekle, tudi vse to sami vemo, ne, saj veliko že sami vemo. Mi včasih mogoče samo pomagamo, da vzavestimo, ne, stvari in res, začnimo danes, delamo na tem, kar je bilo že predstavljeno, glede hrane, zmanjšamo sladkor zmanjša imunski sistem, vnetje v telesu povzroča. Dajmo to na stran, dajmo veliko zelenjave, veliko barv, ne, kot je bilo povedano, tako da počasi tako in se bo stanje samo uravnavljalo in da gremo v srce, da dihamo. Tako. Je pa seveda pomoč vedno, ne, vedno na razpolago takšna ali pa drugačna, ne, če to rabi. Drugače pa se lahko tudi vedno, kadarkoli imate take vprašanja, obrnete na osebnega zdravnika, vas lahko ona napoti na kliničnega psihologa znotraj zdravstvene ustanove, z njimi delite skrbi, misli, dvome in potem vas absolutno oni naprej znajo usmeriti in oceniti potrebna pač psihološka stanja in narediti neko oceno in evalvacijo. Hvala lepa, Eva, še za to. Tako, prosim, gospod Pika. Ja, no, jaz bi tu dodala, da bi fino, ne, da smo danes natrosili kar nekaj idej, nekaj, kar že vemo, kar znamo, ampak da začnemo počasi spreminjati stvari, ne. Ne zdaj vse naenkrat, kaj bom začel z jogo, tai chijem, ne vem, s prehodom, ampak stvar počasi, ne. To je ena stvar, druga stvar pa, kar bi kolegico Evo malo dopolnila, da žal psihologi v javnem zdravstvu pokajo po šivih, ne. Ja. In čakalna doba zelo dolga, tako da dajte si poiskati rajši pol kakšnega terapevta, žal, ne. Recimo na univerzi, na SFRU-ju imajo, mislim, da imajo ambulanto z ambulanto, kjer delajo specializanti ali pa kjer so tudi cene pač temu primerne. Ja. In pa ali pa pač nekoga, kakšnega drugega psihoterapeuta ali psihologa, karkoli, ne. Se lahko strinjate. Ja, se strinjam, žal je to realnost. Ja. Ja, pa jaz bi rekla, ne se bati psihoterapije, ne. Ne se jo bati, pa naj ne bo to nek tabu ali pa, da ste, ne vem, psihični bolnik, če hodite na psihoterapijo, daleč od tega. To je samo pogovor, s katerim si pomagamo raziskovati neka svoja notranja stanja, ki nam preko tega pogovora lažje začenjamo in razmišljati drugače in se vesti v odnosih drugače in tudi naše notranje stanje v smislu stresa se začenja spreminjati. Tako da jaz vem, da za marsikoga je to tabu, da se prav bojijo še ljudje tega, vedno manj, hvala Bogu. Jaz se spomnim, da sem kot študentka začutila, da rabim psihoterapijo in sem si sama plačevala jo 1 leto in moram reči, da se je v tistem letu noro veliko spremenilo zame, kako sem doživljala sebe, kako sem se doživljala v odnosih, kako sem življenje doživljala na splošno in moram reči, da tisto leto je bilo vse tisto, kar pri starših v družini nisem dobila, ker pač nisem mogla dobiti, sem potem na nek način vse to predelovala in razvijala
takrat v tistem času. In je bilo zelo intenzivno delo, tako kot se lotim vsakega dela, zelo intenzivno in natančno. Še celo po noči sem se zbujala pa zapisovala sanje v dnevnik, recimo. Tako da, ja, brez nič ni nič. Ne se pa bati takih stvari, kot je psihoterapija, ker je to odlična stvar. Hvala lepa. Tanja, hvala v imenu stroke. Ja, jaz sem tudi pol še psihoterapijo študirala, imago-partnersko terapijo, tako da sem tudi terapevt tega, tako da tudi majčkeno poznam tudi iz strokovnega vidika te stvari, čeprav se zdaj več s tem ne ukvarjam. Ja. Hvala lepa. Povejte, drage gostje, a smo prišli do konca? Časovno smo že šli tako preko, tako da me veseli, pa hvala lepa za vaše potrpljenje, glede na to, da je sobota, pa mogoče vas kakšne člani družine čakajo, da skuhajo ali da vi pojete, kar so oni skuhali, ali obratno. Tako da daleč od tega, ampak prihaja ta čas, tako da se jaz zelo lepo zahvaljujem vam. Bi še vas povabil, če želi kdo še kaj na koncu tega sporočiti, povedati, kako zaključno misel. Drugače pa res smo hvaležni, da ste se odzvali. Je to en tak manjši trening, ampak mislim, da se mnogi po svetu in pri nas delajo mnoge stvari in moramo biti še hitrejši, mogoče še bolj efektivni. Kako si pomagati, pa deliti še hitreje v teh časih, ki zahtevajo kar kreativno učljivost in pač prisotnost našo. Tukaj in zdaj, zelo dobro. Tako da je bil zelo zgoščen povzetek. Evo, vaše zaključne besede. Jaz bi rekla, hvala lepa, Domen, za povabilo. Uživala sem tele 2 urci in pol. In hvala vsem predavateljem. Mislim, da ste vsi dali en zelo dragocen delček, da so gledalci tudi se bolj spoznali, kako pristopati, kaj sploh je izgorelost, kako jo prepoznamo, če se nam začne dogajati, kaj se dogaja v stresu. Skratka, hvala vsem. Jaz tudi, najlepša hvala, hvala za povabilo. Bilo je odlično, sem uživala v vaši družbi in da res pogledamo, da smo pozitivni, da izkoristimo v bistvu to situacijo, da gremo v sebe, da naredimo kaj na svojem zdravju, da smo še malo bolj motivirani in skupnimi močmi bomo to z lahkoto predelali in preživeli. Tako da res hvala. Potem pa hvala še enkrat. Zdaj bi drugače, ko bi bilo v živo, bi dobili gotovo rožico, pa še eno drugo malenkost, tako da mogoče vas pa kaj preseneti. Hvala lepa vsem vam. Predvsem pa za vaše delo, ne te 2 ure, za vaše delo, ki ga delate vsakodnevno. Tako, to je najbolj pomembno. Hvala lepa.